Presenečenje na sojenju v aferi TEŠ6. Nekdanjega direktorja Uroša Rotnika, ki je pred časom sodišču sporočil, da si ne more več privoščiti stroškov odvetnika, celjsko sodišče pa mu je že dodelilo lokalno odvetnico, bo spet zastopal njegov dolgoletni ljubljanski odvetnik. Ki pa ga odslej ne bo plačeval sam, ampak davkoplačevalci. Pri čemer je Rotnik obtožen, da si je pri gradnji 6. bloka šoštanjske termoelektrarne pridobil skoraj milijonsko protipravno premoženjsko korist. Sodišče je sicer danes potrdilo, da je pravna naslednica Alstoma, podjetja, ki je v procesu priznalo krivdo, že nakazala vso denarno kazen. Staša Lozar. Če gre Uroš Rotniku, nekdanjemu šefu Teša, obtoženemu zlorabe položaja pri gradnji, pri čemer naj bi v njegov žep padlo najmanj 937 tisočakov, težko z jezika, koliko ne želi več mesečno odštevati za svojega odvetnika. Vidite, po ceniku to ne bom govoril zdaj, ker mislim, da je poslovna skrivnost oziroma odnos med mano in odvetnikom. Pa njegov odvetnik brez dlake na jeziku, da je posel pač obračunaval po odvetniški tarifi. Na teden sta 2 obravnavi, pa 8 obravnav na mesec, je to strošek po tarifi cirka 7.000 evrov. Zdaj ob njegovi plači 1.500 evrov, je najbrž težko mesečno pokriti tak strošek. In če je sodišče Rotniku zato najprej dodelilo eno od lokalnih odvetnic po uradni dolžnosti, pa danes preobrat. Z utemeljitvijo, da bi nova odvetnica za preučitev obsežnega TEŠ spisa potrebovala najmanj 6 mesecev, kar bi močno upočasnilo postopek, so Rotniku vrnili njegovega dolgoletnega odvetnika. Da jim zakon pri tem ne postavlja nikakršnih ovir, so še sporočili sodnije. V tej situaciji ta odločitev, da mene postavi sodišče, verjetno najbolj racionalna in najbolj ekonomična. Ob tem pa še pojasnilo sodišča, da se stroški odvetnikov po uradni dolžnosti krijejo iz denarja sodišč, kar pomeni, da Rotnik ohrani istega zagovornika, le da ne bo več plačan iz Rotnikovega, ampak iz naših davkoplačevalskih žepov. Rotnik pa ob tem, da ga proces izčrpava in ne le finančno. Tudi psihološko ne more se pripraviti na toliko obravnav na mesec in dejansko tudi moramo hoditi v službo in še druge stvari početi. Se je pa v času, ko teče glavna obravnava, zgodilo, da je pravna oseba, ki je na začetku procesa priznala krivdo, že poravnala kazen, ki jo je naložilo sodišče. Sodišče je potrdilo, da je GE Steam Power Systems, pravna naslednica Alstoma, že plačala skupaj 23 milijonov evrov, kot tudi 50 tisočakov stroškov postopka. S tem so poravnali vse, kar jim je bilo naloženo v pravnomočni sodbi.